Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Tako lepo pozdravljeni iz Jezuitske kapelje v Dravljah. Dober dan tisti, ki nas spremljate iz Slovenije. Verjetno je kosilo že za vami. V Ljubljani imamo čudovit sončen dan. In dobro jutro tistim, ki nas spremljate iz Argentine, posebno vam. Naklanjam en lep pozdrav. Danes je nedelja veselja. Veseli se Božje ljudstvo, pravi vstopni spev. Zberite se vsi, ki ljubite Gospoda. Uriskajte od veselja vsi, ki ste bili žalostni. Gospod vas bo potolažil. Povabljeni smo, da iščemo in najdevamo veselje, ki nam ga Gospod naklanja. Verjamem, da vsak od nas, od vas, je bil deležen v teh dneh nekaj veselja, nekaj tolažbe. In mogoče prav v začetku te svete daritve je pravi trenutek, da pomislimo na veselje, ki nam je bilo dano v teh zadnjih dneh, ga položimo Gospodu na oltar, hkrati pa tudi prosimo odpuščanja za naše grehe, za naše slabosti. Morda smo kdaj koga kaj prizadeli z besedo, z dejanji. Vse to naj Gospod sprejme in obrne v dobro, v lepo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega odpustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Nebeški Oče, veselimo se, da je Tvoj Sin spravil človeški rod s Teboj. Pomagaj svojemu vernemu ljudstvu, da se bo z iskrenim prizadevanjem in živo vero pripravilo na prihodnje praznike. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pa prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo je iz prve Samuelove knjige. Tiste dni je Gospod rekel Samuelu: napolni svoj rog z oljem in pojdi. Pošiljam te k Betlemovcu Jeseju, kajti med njegovimi sinovi sem si izbral kralja. Ko so prišli v Betlehem in je zagledal Elijaba, si je rekel: gotovo je tu pred teboj, pred Gospodom, njegov maziljenec. Gospod pa je rekel Samuelu: ne glej na njegov videz, ne na njegovo visoko postavo, kajti odklonil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. Jesej je pripeljal 7 svojih sinov pred Samuela. Samuel pa je rekel Jeseju: teh Gospod ni izvolil. Potem je Samuel rekel Jeseju: so to vsi mladeniči? Jesej je rekel: ostal je še najmlajši, glej, ta pase drobnico. Samuel je rekel Jeseju: pošli pon in naj ga pripeljejo, kajti ne sedemo za mizo, dokler ne pride sem. Poslal je pon in ga dal pripeljati. Bil je rdečkast, lepih oči in prijeten na pogled. Gospod je rekel: vstani, mazili ga, kajti ta je. Samuel je vzel rog z oljem in ga mazilil sredi njegovih bratov. Od tega dne naprej je Gospodov duh napolnjeval Davida. To je Božja beseda. Bogu hvala. Odpev: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega,
ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Pred mano pogrinjaš mizo, v pričo mojih nasprotnikov. Z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v Gospodovi hiši vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Efežanom. Bratje in sestre, nekoč ste bili tama, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti vsak luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj je všeč Gospodu. No, ne sodelujte pri jalovih delih teme, marveč jih obsojajte. Kar namreč oni počenijo na skrivaj, je že omenjati sramotno. Vse, kar je obsodbe vredno, se razodeva po luči. Kajti vse, kar se razodeva, je luč. Zato je rečeno, prebudi se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus. To je Božja beseda. Bogu hvala. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je šel Jezus iz templja in zagledal človeka, ki je bil slep od rojstva. Njegovi učenci so ga vprašali: Učitelj, kdo je grešil? On ali njegovi starši, da se je rodil slep? Jezus je odgovoril: Ni grešil ne on, ne njegovi starši, ampak na njem naj se razodenejo Božja dela. Dokler je dan, moramo opravljati dela tistega, ki me je poslal. Pride noč, ko nihče ne more delati. Dokler sem na svetu, sem luč sveta. Ko je to izgovoril, je pljunil na tla in slino naredil blato. Pomazal mu je z blatom oči in mu rekel: Pojdi in se umij v vodnjaku Siloa, kar v prevodu pomeni poslani. Odšel je torej in se umil. Ko se je vrnil, je videl. Sosedje in tisti, ki so ga prej videli, da je bil berač, so govorili: Ali ni to tisti, ki je posedal in beračil? Oni so odgovorili: On je. Medtem ko so drugi govorili: Ne, podoben mu je. Sam pa je govoril: Jaz sem. Rekli so mu tedaj: Kako so se ti torej oči odprle? On pa je dejal: Tisti človek, ki se imenuje Jezus, je naredil blato. Mi z njim pomazal oči in mi rekel: Pojdi v Siloa in se umij. Šel sem tja, se umil in spregledal. Rekli so mu: Kje je tisti? Dejal jim je: Ne vem. Človeka, ki je bil prej slep, so odvedli k farizejem. Tisti dan, ko je Jezus naredil blato in mu odprl oči, je bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je spregledal. Dejal jim je: Blata mi je dal na oči, nato sem se umil in vidim. Nekateri izmed farizejev so tedaj govorili: Ta človek ni od Boga, ker ne spoštuje sobote. Drugi pa so govorili: Kako bi grešnik mogel delati takšna znamenja? In bil je razdor med njimi. Slepemu so tedaj ponovno rekli: Kaj praviš o njem, ker ti je odprl oči? On pa je rekel: Prerok je. Judje niso hoteli verjeti, da je bil slep in da je spregledal, dokler niso poklicali staršev tega, ki je spregledal. Vprašali so jih: Je to vaš sin, o katerem pravite, da se je rodil slep? Kako da zdaj vidi? Starši so odgovorili in rekli: Veva, da je to najin sin in da se je rodil slep. Kako to, da zdaj vidi, pa ne veva? In kdo mu je odprl oči, mi dva ne veva. Njega vprašajte, dovolj je star, sam naj govori o sebi. To so rekli njegovi starši, ker so se bali Judov. Judje so namreč že sklenili, da bodo vsakogar,
ki ga bo priznal za Mesija, izobčili iz shodnice. Zato so njegovi starši rekli: dovolj je star, njega vprašajte. Tedaj so farizeji drugič poklicali človeka, ki je bil prej slep, in mu rekli: daj čast Bogu, mi vemo, da je ta človek grešnik. On pa je odgovoril: če je grešnik, ne vem. Eno pa vem, da sem bil slep in da zdaj vidim. Tedaj so mu rekli: kaj ti je storil? Kako ti je odprl oči? Odgovoril jim je: povedal sem vam že, pa niste poslušali. Čemu hočete znova slišati? Bi mar tudi vi radi postali njegovi učenci? In ozmerjali so ga in mu rekli: ti si njegov učenec, mi pa smo Mojzesovi učenci. Mi vemo, da je Mojzesu govoril Bog, o tem pa ne vemo, odkot je. Mož jim je odvrnil in rekel: to je res čudno, da ne veste, odkot je, meni pa je odprl oči. Vemo, da Bog grešnikov ne usliši, kdor pa Boga časti in izpolnjuje njegovo voljo, tega usliši. Od vekomaj se ni slišalo, da bi kdo od rojstva slepemu odprl oči. Če ta ne bi bil od Boga, ne bi mogel ničesar storiti. Odgovorili so mu in mu rekli: ves si rojen v grehih, pa nas boš učil. In vrgli so ga ven. Jezus je slišal, da so ga vrgli ven. Našel ga je in mu rekel: veruješ v Sina človekovega? In ta je odgovoril ter rekel: kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj? Jezus mu je rekel: videl si ga, ta, ki govori s teboj, ta je. Tedaj je dejal: verujem, Gospod. In se je pred njim poklonil do tal. In Jezus je rekel: za sodbo sem prišel na ta svet, da bi videli tisti, ki ne vidijo, in oslepeli tisti, ki vidijo. To je slišalo nekaj farizejev, ki so bili pri njem in so mu rekli: smo morda tudi mi slepi? Jezus jim je dejal: če bi bili slepi, bi ne imeli greha. Ker pa pravite, vidimo, vaš greh ostane. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Kar dolg evangelij smo danes slišali, ampak predno pridemo do evangelija, bomo šli na prvo berilo iz Samuelove knjige. Imamo tudi, lahko bi rekli, o videnju. Samuel je bil poslan, oziroma Gospod ga je poslal, da bi šel in mazilil novega judovskega kralja in gre v Betlehem k Jeseju. Tam so bili zbrani njegovi sinovi, razen enega. In kaj mu je Bog rekel? Naj ne gleda na njegov videz, naj ne gleda na visoko postavo, kajti Gospod ne vidi, kakor vidi človek. Pravi, človek namreč vidi, kar je pred očmi. Gospod pa vidi v srce. Marsikdo od vas je verjetno tudi bral Egziperijevega malega princa, kaj ti pravi, da bistvo je očem nevidno. In to je tisto, kar Bog vidi. Bog ravno to bistvo vidi, gleda v srce. In tudi Samuel, ko je šel, da bo mazilil judovskega kralja, Bog mu je dal to, da vidi v srce. In videl je notranjost, videl je, kakšen je ta David, ki je, kot vemo, kasneje postal judovski kralj. Bog je tisti, ki gleda v srce, ki nam odpira oči in želi, da bi tudi mi gledali v srce. Seveda pa, če želi človek gledati v srce drugega, velikokrat je že svoje srce težko pogledati, ga videti, potem je potrebno, da se omakne v tišino, da presliši druge šume, druge vibracije, ki prihajajo od zunaj in ki motijo naše življenje. In prav to je današnje bogoslužje, današnja nedelja veselja. Bog nam prinaša veselje v naše srce. Velikokrat se veselimo zunanjih užitkov, površnih užitkov. Ampak kaj je tisto, kar ostane v človeku? Kaj je tisto, kar traja? Katero veselje traja v meni? So stvari, ki vemo, povzročajo samo veselje v določen trenutek, so pa stvari, ki nam povzročajo veselje in trajajo v nas. In prav to odnos z Bogom, odnos s človekom, povzroča nas veselje, ki traja, ki gre. No in Pavel
v pismu Efežanom, to je bilo drugo berilo, ki smo ga danes slišali, začenja s temo. Gospod nam odpira oči svetlobe, veselja, ljubezni. Nekoč ste bili v temi, smo bili v grehu, gotovo še danes smo v grehu. Ampak kako lažje je človeku, ki ne čuti to težo greha, težo bremena, kako svoboden se počuti človek. Pravi, kar namreč oni počenjajo na skrivaj, je že omenjati sramotno. Našo grešnost, naše slabosti radi skrijemo nekam. Strah nas je. Ampak Gospod je tisti, ki gleda v srce. In če se mu odpremo, če priznamo, če ga prosimo usmiljenja, nam odpušča naše grehe in nam zopet vrača veselje, vrača nam življenje. Rodimo se v novo življenje. No, zanimivo. David je bil maziljen. Tudi mi smo maziljeni. Vsak od nas je maziljen. Vsi kristjani smo maziljeni. In to že pri svetem krstu. Nas duhovnik mazili. Če se spomnimo verjetno svojega krsta, se ne spomnimo razen tisti, ki ste bili katehumeni. Ampak verjetno ste že kdaj sodelovali pri kakšnem, bili prisotni pri obredu svetega krsta. In najprej duhovnik mazili otroka s krstnim oljem. Na prsa ga mazili s krstnim oljem. Kot simbol zdravljenja notranjih ran. Velikokrat so te notranje rane, ki jih nosimo ljudje v sebi, močnejše od zunanjih ran. Prav krstno olje, Gospod nas mazili s tem krstnim oljem, da nas ozdravlja notranjih ran. Potem naslednje maziljenje, prav tako maziljenje, ki smo ga deležni pri krstu, je maziljenje s sveto krizmo. In prav zanimivo besedilo, ki ga duhovnik pri maziljenju s sveto krizmo prebere, pravi: Vsemogočni Bog, Oče našega Gospoda, Jezusa Kristusa, te rešil greha, te prerodil iz vode in svetega duha in te pridružil svojemu ljudstvu. Pridruženi smo svojemu ljudstvu z maziljenjem. Pravi, on te mazili z oljem odrešenja, da ostaneš od Kristusa duhovnika, preroka in kralja za večno življenje. S tem postanemo deležni duhovniške, preroške in kraljevske službe, tako kot je bil deležen tudi David. No in če obudimo, kako smo deležni duhovniške službe, pravi, vključuje vse izvajanje duhovnega bogoslužja v Božjo slavo in odrešenje ljudi. Vse v to vključuje duhovniška služba. Kot duhovna daritev. Darujemo lahko pri sveti maši in vse svoje življenje, z vsemi svojimi deli, molitvami, družinskim življenjem, vsakdanjim delom, prav tako nadloge življenja. Vse to nas vključuje, nas povezuje v to duhovniško službo, ki smo jo deležni že pri svetem krstu. No, druga, kot sem omenil, preroška služba, ki jo vsem jasno, kako jo izpolnjujemo, da smo priče življenja, priče svoje vire v vsakdanjem življenju. Da preprosto živimo svojo vero v vsakdanjem življenju, v vsakdanjih odnosih, na delovnem mestu. In tretja je pa ta kraljevska služba. Kraljevska služba, ki jo pa uresničujemo, kdaj? To je pa zelo povezano s svobodo. Kadar se s kraljevsko svobodo, zatajevanjem samega sebe in svetim življenjem usposabljamo za zmago nad kraljestvom greha v sebi in v svetu, ter za vzpostavitev Božja kraljestva v sebi in drugih. Gre za zmago nad grehom, da postanemo svobodni, to želi od nas. Človek je lahko vesel samo takrat, ko je svoboden. In sveti Ambrož ima zelo lepe besede, pravi: Kdor si podvrže svoje telo in vlada svoji duši, ne da bi se prepustil svojim strastem, je gospodar samega sebe. Moramo ga imenovati kralja, ker je sposoben vladati samemu sebi. Svoboden je in neodvisen in se ne pusti ujeti v sušenstvo greha. In to je ta kraljevska služba. Na nek način, bi lahko rekli, odpira nam oči. Odpira nam oči, kaj je bistvo našega življenja. Tako kot smo danes slišali v evangeliju, kako je Gospod odprl oči. In tudi nas vabi, tudi nam odpira oči. Ampak velikokrat moramo pozabiti na zunanje
šume, zunanje dražljaje, se umakniti v tišino in pogledati, kaj je to, kar je bistveno v življenju. Morda tudi ta preizkušnja, ki smo jo te dni deležni, ko moramo ostati doma, ko imamo omejeno svobodo gibanja. Mogoče nam bo tudi ta preizkušnja in izkušnja odprla oči, da vidimo, kaj je sploh bistvo življenja. Takrat ostane odnosi, moj odnos z Bogom, ostane odnos s človekom. In to je to, kar nam daje življenje, kar nam daje veselje, kar nam daje svobodo. Tako pa jaz vas lepo povabim, da skupaj, jaz tukaj v kapeli, vi pa doma, bomo izpovedali vero v trojedinega Boga. Vere v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda, Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam njen krst, odpuščanje grehov in pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, dobri Bog nas je poklical v kraljestvo svojega Sina in smo sedaj kraljevo duhovništvo, svet narod in pridobljeno ljudstvo. Radi bi izpolnjevali to visoko poslanstvo, zato prosimo Boga za vse kristjane, da bi se prenavljali v duhu krstnega bogoslužja in bi se nam bolj in bolj odpirale oči za Božje skrivnosti. Prosimo te, usliši nas. Za starše, botre in vse župnijsko občestvo, da bi s svojim življenjem po veri pomagali otrokom in mladini krščansko živeti. Prosimo te, usliši nas. Za vse, ki iščejo Boga in se pripravljajo na krst, da bi vztrajali na začeti poti in bi v Kristusu našli smisel življenja. Prosimo te, usliši nas. Za nas tukaj izbrane, da bi se v postnem času osebno srečali z Bogom in se v zakramentu sprave vrnili v Očetovo hišo. Prosimo te, usliši nas. Za naše rajne, da bi nam svojo priprošnjo pomagali hoditi po pravi poti življenja. Prosimo te, usliši nas. Prosimo tudi za vse, ki bolehajo za virusom, da bi jim Gospod daj moči, daj jim poguma, predvsem pa daj jim zdravja. Prosimo te, usliši nas. In prosimo tudi za vse Slovence, ki so po svetu, danes posebno za vas, ki nas spremljate iz Argentine, da bi nas Gospod tudi na tak način povezoval in ohranjal naše odnose. Prosimo te, usliši nas. In prosimo še po papeževem namenu, da bi cerkev na Kitajskem vztrajala v zvestobi evangeliju in rasla v edinosti. Prosimo te, usliši nas. Gospod Bog, v veri iščemo tvoje obličje. Naj se naša vera nekoč spremeni v gledanje, da bo naše veselje popolno po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh, tebi ga prinašamo. Sad zemlje in dela človeških rob naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj.
Po skrivnosti te vode in vina naj bomo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen bo Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino, tebi ga prinašamo. Sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekom. Gospod Bog spremi nas ponižne in stesanje, naj ti ga je danes naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehov. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče spreme mojo in vašo daritev. Naj spreme Gospod daritev iz svojih rok. Hvala in čast svojemu imenu. Blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Gospod Bog, v naše ozdravljenje ti veseli prinašamo darove. Pomagaj nam, da te bomo s to daritvijo primirno počastili in jo darovali za zveličanje sveta po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Kvišku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobin je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Postal je človek in po tej skrivnosti, človeški rod, ki je taval v temi, pripeljal ključi. Rodili smo se kot sužnji greha, v krstni vodi pa nas je prerodil in sprejel za Božje otroke. Zato te molijo nebesa in zemlja in ti prepevajo novo pesem. Tudi mi te z vsem angelskim zborom hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je ročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Reši nas od rešenih sveta, ki si nas svojim križem in vstajenjem odrešil. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in gled v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico, Božjo materjo Marijo in ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli, slavnimi učenci, svetim Rokom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi s svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v vere in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Frančiška,
našega škofa Stanislava, v škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spremi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoje milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Skupaj zmolimo, kakor nas učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja, pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekome. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. In s tvojim duhom. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte to jagnje Božje, Jezus Kristus, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blago povabljenim na Gospodovo gostijo. Kot smo že večkrat poudarili, tisti, ki niste prisotni oziroma, kot vemo, zaradi maš brez ljudstva ne morete prijeti obhajilo, pa lahko prejmete duhovno obhajilo in lahko v trenutku tišine zahvalimo Bogu, tudi za veselje, ki nam ga daje, za to, da prihaja v nas, da je med nami, da je z nami, kot Pavel lepo pravi v pismu Filipljanom. Veselite se zmeraj, ponavljamo, veselite se v Gospodu. Vaša dobrota naj bo znana vsem ljudem. Gospod je blizu, Gospod je sedaj tu, je z nami. In v trenutku tišine se lahko zahvalimo za to veselje, za ljubezen, ki nam jo daje Gospod, da prihaja med nas. Pod tvojimi nogami, o moj Jezus, poklekam in ponujam te sanje.
svojega skrušenega srca, ki se ponižuje v svoji ničnosti pred tvojo sveto navzočnostjo. Častim te v zakramentu tvoje ljubezni, željo, da te prejmem v svoje ubogo bivališče, ki ti ga ponuja moje srce. V pričakovanju sreče zakramentalnega obhajila te hočem imeti vsaj v duhu. Pridi k meni, moj Jezus, da bom jaz prišel k tebi. O, da bi tvoja ljubezen vnela vse moje bitije, tako za življenje kot za smrt. Verjam v te, upam v te, ljubim te nad vse, tako bodi. Molimo. O Bog, ti razsvetljuješ vsakega človeka, ki pride na svet. Razsvetli naša srca svojo milostjo, da bodo vse naše misli tebe vredne in te bomo iskreno ljubili. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Tako da bi bile res vse naše misli vredne Boga. Predno se poslovimo, bom zmolil še molitev za zdravje v času epidemije. To molitev najdete tudi na spletni strani Župnije Ljubljana Dravlja. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni, posledic novega virusa in so preizkušani. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam vsem, nam in vsem v svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. Tako, v Ljubljani je zunaj sonce, jaz vam želim eno lepo popoldne, ne vem kakšno vreme je v Argentini, naj bo tako ali drugačno, jaz vam želim en lep dan, če sonca ni zunaj, naj bo vsaj v vaših srcih in naj vas spremlja Božji blagoslov. Gospod z vami. In s tvojim duhom. Blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanite v Gospodovem miru. Bogu hvala.